Živjo! Dobrodošli spet nazaj, dolgo se nismo videli, ampak moje ime je Kaja Solo, dobrodošli na Džunglin kanal. Danes govorimo o eni temi, ko smo že zadnjič govorili, ampak iz druge perspektive. Zadnje smo govorili o tem, kako dobiti fanta. Zdaj pa bomo govorili o tem, kako dobiti punco. Ta video je predvsem za fante. Nasveti iz perspektive straight punce, ki pač se fantje zanimajo za njo. Ja. V glavnem, v tem videu ne bo glih nekih nasvetov za istospolno usmerjanje, isto, ko ni bilo v prejšnjem. Tega, ker se mi zdi, da nimam dosti izkušenj, da bi lahko o tem govorila. Kljub svoji biseksualnosti sem mal preveč confused, tako da o tem še ne bom preveč pametovala. Ampak okej, prosti se za tale video in zdaj je tu in to so zdaj nasveti za malo mlajše, niso glih za pač ono mojih let, predvsem to, kak sem jaz videla svet, ko sem bila jaz v šoli, recimo, nekaj tega. Dajmo kar začeti, torej, prvi nasvet, kje jo lahko najdeš, je najbrž isti, ko je bil nazadnje, torej v šoli, kjerkoli. Poglej si prejšnji video, če te to slučajno zanima. Ampak sem pa opazila, da mogoče imate fantje tukaj en mal prednosti. Zaradi tega, ker punce smo full bolj aktivne na socialnih omrežjih. Verjetno si kdaj opazil kje kako punco in ziher si jo lahko malo postokal, zaradi tega, ker ima definitivno Instagram, pač jo lahko tam najdeš in pa se lahko z njo pišeš. Večinoma punci glih tega ne moramo, ker ponavadi fanti ful manj objavljate na Instagram. Drugi nasvet. Nič, zdaj je čas, da pristopiš do nje. Ne glede na to, kako boš pristopil do nje, moraš biti prijazen. Ne smeš izpasti nekaj napadalno, ne smeš reči nekaj neprimernega. Najboljši nasvet je, da si pač enostavno sproščen in da tvoja telesna drža ne sporoča, da imaš kakršnekoli negativne namene. Če te pa slučajno to skrbi, ti pa definitivno dam nasvet, da se raj drž mal predalč stran, ko pa mal preblizu, zaradi tega, ker marsikeri punci si lahko dosti intimidating. Strošujoč? Sploh v teh časih. Tretji nasvet je kompliment. Ne veš, kaj reči, da bi takoj vzbudil neko pozornost. S komplimentom nimaš kaj faliti. Spomni se nekaj čim bolj specifičnega. Lahko ji pohvališ na smešek, ob katerem se ji pokažejo one cute lukence v ličkih, ali pa ne vem, prvič jo vidiš z neko novo frizuro in pač to pohvališ. Če jo res redko vidiš, jo lahko pozdraviš tudi, hej, vem, da je tu ful random, sem se mogel ustaviti pa ti povedati, da si ful lepa. Ne vem, punce delujemo na komplimente in pač isto kot fantje. Vsi ljudje normalni delujemo na komplimente, tako da definitivno komplimenti are the way to go. Četrti nasvet. Ta je zelo tak, verjetno ste že večkrat slišali za to, da fantje, ko vam je punca všeč, da pol malo zafrkavate punco in zato, da dobite njihovo pozornost. In a veš, da to dejansko vsaj malo deluje. Zaradi tega, ker ti dobiš tist attention, ki ga hočeš. In pa punce to foro poznamo. Pač punce vem, kaj je fora, kadar nas fantje zafrkavate. In tako lahko pol tudi mi pokažemo, da smo vam všeč. Ampak morate pa vseeno pač biti in izzivalni in prijazni. Ne zdaj žaliti. Also, funny is the new sexy, oziroma brain is the new sexy. Tako da uporabi take mal komentarje, ki bojo pač pokazali, da je zanimiva, ampak da bojo tek mal spicy. Peti nasvet. Poslušaj jo. Nič ni boljš kot dejstvo, da veš, da te fant posluša. In potem različne te detajle upošteva naprej v prihodnosti. Recimo, če jaz zdaj povem, da moja najljubša barva je roza in pol se bo fant spomnil, da sem jaz to enkrat rekla in mi bo raje kupil nekaj v roza barvi, kot pa v kjerikoli drugi, bom jaz to definitivno opazila in taki detajli definitivno ful ogromno pomenijo. In punca, verjem mi, bo takoj vedela, kaj s tem misliš. Šesti nasvet. Vpraši jo na zmenk. Punce imamo lahko malo preveč razmišljamo o tem, zaradi tega, ker se kao ne spodobi, da punca vpraša tipa za zmenk. Fantje pa prosim, če hočete jo pelati na zmenk, jo pelte na zmenk. Verjetno ste že kdaj slišali za uno, if he wanted to, he would. In ja, punce smo začele zdaj ful živeti po tem principu, tako da if you want to, you do. To, če se če ne razume, to pomeni, če bi si želel, bi to naredil. Tako da, če si karkoli želiš, to naredi. Punca bo appreciatala. Imaš pa seveda opcijo za nasvet številka 7. Kaj, če ti je rekla ne in te je friendzonala? Well, ne biti preveč jezen na njo, zaradi tega, ker punc je milijon. In ja, filmi in pop kultura so nam dali vedeti, da pač moramo se sekirati. The underdog bo definitivno dobil najboljšo punco, tudi če ona že ima fanta. In smo nekako začeli ful razmišljati, da pač vsak fant, ne glede na to, kaj naredi,
si zasluži, da ga punca pogleda in je punca pa na koncu z njim. Ampak to je ful daleč od resnice. Na koncu vedno pozabimo, da ima punca se isto pravico odločiti in ima pravico reči ne. Lahko se odloči, da te slučajno ne bo izbrala, ampak prosim, ne se preveč sekirati. Kakor je fantov milijon, je tudi punc milijon in definitivno boš enkrat najdel eno tako, ko bo ziha rekla ja in bo z veseljem šla na zmenk s tabo in bo z užitkom uživala v tvoji pozornosti. Kakor sem že povedala, mladi ste še, ne se preveč sekirati, enostavno živite svojo mladost in uživajte v njej. Jaz moram, tudi jaz sem še mlada, WTF. Za vse je še čas, za vse te experience je vse še čas. Če ji nisi všeč, ji pač nisi všeč. Ampak to je to. Jaz upam, da sem vam lahko vsaj malo pomagala. Zdaj, da nadaljujemo en tak temo ljubezni, bi lahko naredila celo video o tem, kako obdržati punco, kako obdržati fanta, kaj delati v razmerjih, kaj ne delati v razmerjih, itd. Tako da, če bi vas to zanimalo, dol spodaj komentirajte, pustite kak komentar in lajkajte tale video, subscribite se na Džunglin kanal in ne znam zaključiti videa. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte. Se vidimo naslednjič. Čau!